Sprejemanje staranja je v bistvu res zahteven proces, zahtevna naloga in jaz to lahko potrdim na lastni glavi. Namreč eno leto se zdaj soočam s tem, da ne vidim na moj mobilni telefon, da ne vidim črk. In seveda odlašanje je potekalo tako, da sem si najprej povečal ta font, na koncu sem si pa res rekel, Miha, zaresni se in natakni gor očala. Ampak enako je tudi z upadanjem vozniških veščin. Naj jih še tako odlašamo, slej ko prej bojo prišle. Ampak tako kot obstaja rešitev za mojo daljnovidnost, tako obstaja tudi rešitev, ki nekako omili problem upadanja vozniških veščin. In danes boste spoznali sogovornike, ki so odložili svoja rožnata očala in naredili odgovorno odločitev. V prometu so mi meni rekli v službi, Johnny Brzinca se je pripeljal. Torej, bila sem zelo hiter voznik in uživala v vožnji. Meni ni bila vožnja napor ali pa potreba, je potreba po sprostitvi. Govorite o pretekliku. Pretekliku, to je bilo v mladosti. Zdaj, moram reči, še vedno vozim, rada vozim, vendar je pa sprememba od tiste Johnny Brzinca, zdaj bi rekla bolj spametovan Johnny. Aha, mogoče, kako so vas pa prepričali v to spametovanje? Veste, kako so me prepričali? To čutiš v sebi, namreč eno spremembo, ampak sprememba ne izhaja samo iz voznika samega. Avtocesta popolnoma spremenjene vozna politika. Ko smo mi vozili, to je bila cesta, ni bilo brzine. Danes je to brzina, druga, to, krožišča. Krožišča so zelo težka za starejše. Novi predpisi, nova prometna oznaka, a ne? Torej, iz tega pride pa na to osebno. Sigurno, tudi če se volja po vožnji ne spremeni, način se mora. Okostje se spremeni, sklepi, ki lahko zaštekajo v momentu. Ali hrbtenica, a ne? Potem zgornji del, volana brez rok ni. Pa postane rame, komolci, prsti. Ne, meni se zvijo, priznam. Vratna hrbtenica. Torej, iz tega čutiš, sam, ko se pelješ, da te zdaj zadrgne nekaj tle, nekaj tam. In ko to zagledaš, se pa pojavi strah. Predlagam, da ponovimo stavek, ki predstavlja srž današnje zgodbe. Tudi če se volja po vožnji ne spremeni, način se mora. Prvi korak k spremembi načina vožnje je lahko osvežitvena vožnja z inštruktorjem, kakršne recimo že nekaj let ponujajo pri zavarovalnici Triglav. Na ta tečaj sem se odpravila, ker me je pač zanimalo, kako dobro še peljem, ker je od časa, ker sem delala izpit, minilo že kar veliko časa, kako se vključujem, ali sem preveč agresivna ali prepočasna. Potem sem imela tudi za inštruktorja nekaj vprašanj, na katere mi je prijazno odgovoril, tako da mi je bilo fajn. Celo prehitro se mi zdi, da je minila vožnja. Katere pa so bila tista vprašanja? Glejte, jaz sem imela vprašanje glede vključevanja v krožišče. Na cesti so bile neke zebre, ali lahko to povoziš ali ne smeš, kako se vključiš pač pri tem zabijanju pri zebri. To so bila ta moja vprašanja. Spravi, namesto da bi šli na Google, ste šli tako, ja. Čeprav malo zadržkom, najprej, bo to ali ne bo, ali bo kakšna katastrofa, ampak... Se pravi, čeprav razumem, krožišča so bila tista stvar, ki ste se jih šli vi tja v bistvu naučili. V bistvu, ja, krožišča sem bila tista, kako s temi smerokazi, kdaj se vključi. No, pa povejte, kako se pelje skozi krožišča? V bistvu, pač pred krožiščem ustaviš, pogledaš, da se lahko varno vključiš in potem šele, ko zapuščaš krožišče, vklopiš ta smerokaz. Ne prej, kot sem jaz včasih mogoče celo narobe naredila. Super, lepo, da ste to povedali, da bojo zdaj vsi slišali, zaradi tega, ker dejansko vidimo, da tudi mlajši v bistvu imamo težave včasih s tem, ne? Osvežitveno vožnjo pa je prva sama opravila kar avtorica mnogih varnostno-cestno-preventivnih projektov v naši največji zavarovalnici.
Kaj pa s takšnim treningom, osvežitvenim treningom, kakšna je njegova v bistvu vloga tazga treninga? Sigurno pridobi samozavest. Jaz osebno, ko sem šla na ta trening, mene dejansko sem postala bolj samozavestna, da znam ali pa da sem približno v tem, da znam obvladati avto, ko je nevarno. Problem so izjemne situacije in kako takrat odreagirati. In v takem primeru pa ravno ta varna vožnja ti da eno določeno samozavest, reče, sem rešil. Ampak vi ste že prej razmišljali o tem, že prej ste se zavedali, v bistvu, a se v bistvu z leti kaj spreminja v bistvu ta vaš odnos do teh? Odnos do te varnosti se ne spreminja, vprašanje je pa, kako odreagira telo, ker sam posameznik. Vsi želimo biti, jaz sama osebno menim, da sem varen šofer, vendar vse je relativno in zato je potrebno, da se preizkusiš in da ti strokovnjaki povejo, a si še dovolj tvoje reakcijske sposobnosti so še vedno takšne, kot so bile pred 20 leti. Potem so momenti, ko recimo imaš določene, jemlješ tablete, vice slabše ali karkoli. To je pri posamezniku potrebno si vzeti v zakup in reči, dajmo preveriti, a še to, a gremo naprej, se malo naučimo, mi strokovnjaki na varni vožnji pač povejo, kaj je treba popraviti. In to je idealna priložnost, da si lahko popraviš, ker ko si v prometu, te priložnosti nimaš in nekako spravljaš nevarnost druge udeležence prometa in seveda tudi sebe. In pač nekoga, ki voziš v avto. Zakaj prav zdaj pred poletjem poročamo o tej tematiki? No seveda zato, ker je pred nami nova serija osvežitvenih voženj. Akcija osvežitvenih voženj zdaj traja že toliko let, da imamo tudi izkušnje voznikov. In v preteklih letih so nam ti vozniki, starejši od 60 let, starejši od 70 let, dali najbolj jasno sporočilo, da je tista ura, dve z inštruktorjem pomenila velik preskok v samozavesti na cesti. In tem voznikom, ki na ceste prinašajo tudi modrost, potrpežljivost, strpnost, to, kar zares potrebujemo, njih želimo opolnomočiti, da dlje ostanejo avtonomni. Osvežitvena vožnja je zato ena taka krasna, tudi brezplačna priložnost za to, ker ko gre za vozniško kondicijo, je trening tisti pravi odgovor. Prav zato ne bomo vozili samo v mestih, ta bodo sicer Kranj, Celje in Ljubljana, ampak bo vsak udeleženec potem imel tudi priložnost, da gre na poligon. Skupaj z AMZS-jem gremo v center varne vožnje na Vransko, kjer bomo pa lahko preizkusili tudi tiste bolj nepredvidljive situacije na cesti. In na eni teh voženj si želimo biti zraven tudi mi z našo kamero. Torej, starejši, sporočite nam, če ste nas pripravljeni sprejeti v vaš avtomobil. Že vnaprej iskrena hvala. Ampak preden zaokrožimo to zgodbo, lahko da bo prišel čas, ko niti osvežitvene vožnje ne bodo več pomagale. In tudi za tiste čase obstaja rešitev. Prostovoljna rešitev prostoferjev. Center je v Logatcu, zbirajo klice iz cele Slovenije in ko dobijo podatek, iz katere občine kliče, imajo seznam prostoferjev in začnejo od prvega naprej, kdor je pripravljen, pa da ima čas peljati tisti dan po tisti uri. Če kdo nima časa, grejo pač naslednjega klicati. Pridete na vrsto vsak dan? Ne, na 10 dni, 14 dni. Kakšne pa imate vožnje ponavadi? Zelo različno. Lokalno, v Ljubljano, v bolnico, v klinični center, v Škofjo Loko, na Bled sem že peljal, v Celje sem peljal. Zdravnikov večinoma? Večinoma k zdravniku, ja. Nekaj po trgovino ali pa v lekarno, pa tudi na pokopališče.